Murskem dnevniku. Vrnitev z grenkim priokusom. Evropsko usklajen nadzor nad vozniki. Vlada uvedla 12-urni delovnik. Iščejo se nadzorniki meje. Vreme, jutri sončno. Drage gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Prvoligaški nogomet se je vrnil na Fazaneriju. Mura je doma gostila kranjski Triglav, povedla z 1:0, na koncu pa se je morala zadovoljiti le z remijem. Po 1882 dneh je Mura ponovno odigrala tekmo med slovensko nogometno elito. Na Fazaneriji se je zbralo nekaj manj kot 2500 gledalcev, ki so videli remi črno-belih proti Triglavu. Ante Šimundža je bil zadovoljen s predstavo svojih varovancev. Kar se tiče rezultata 1:1 realen, mislim, da smo si ustvarili malo več priložnosti ali pa imeli malo bolj zrele priložnosti. Je pa res, da smo bili v drugem polčasu boljši kot v prvem polčasu, ampak smo zadovoljni z debijem in pred kuliso, katero smo igrali. Da je bil remi najbolj pravičen, se strinja tudi trener Orlov. Jaz mislim, da je bila prava tekma, praznik nogometa, dobra tekma, veliko priložnosti iz ene in druge strani. Tudi menim, da je bila hitra, agresivna, kombinatorna in na koncu mislim, da je zasluženo 1:1. V drugem polčasu je bila igra Mure precej boljša kot v prvem. Malo smo v prvem polčasu se videli, smo bili malo zadržani, da je tale prva liga, vseeno prva liga, da so dueli bili močnejši, da je žoga mora biti hitrejša, da smo nekako to, kljub temu, da smo šli skozi priprave proti prvoligaškim ekipam, nekaterim še vedno in v odgovornost tekme še vedno to malo bili v zaostanku oziroma malo preč nesigurni v teh zadevah. Potem v drugem polčasu oziroma smo se dogovorili, da treba ta nivo dvigniti, to smo naredili in potem prevzeli pobudo, kontrolirali tekmo, dominirali v drugem polčasu, Triglav je poskušal preko kontranapadov, tudi to smo dobro eliminirali, tako da škoda, da bomo zdaj prišli do 3 točk, ampak gradimo na drugem polčasu. Na koncu so za zmago zmanjkali centimetri. Ste videli po igri, dobro, moram povedati, tudi oni imeli priložnosti, ampak tudi mi smo imeli svoje priložnosti, imeli smo na koncu tudi vratnico Bobičanca. Če bi to realizirali, mislim, da bi lahko bila zmaga na naši strani. Veliko nezadovoljstva je bilo nad delom glavnega sodnika Rade Obrenovića iz Ljubljane. Kako pa je bil z reakcijo svojih nogometašev zadovoljen Šimundža? Zelo zadovoljen. Zelo zadovoljen zaradi tega, ker smo bili zelo mirni, kljub temu, da smo mislili, da je sodnik mogoče naredil škodo nam, ampak dejstvo je, da smo mi iz prvih dveh prekrškov dobili 2 rumena kartona za razliko od nasprotnika. Če bo potreba, se bo Mura še krepila, a ne za vsako ceno. To je kader, katerega imamo. Prestopni rok traja do 31.8. Če se bo kaj zgodilo, se bo zgodilo ciljano. Tako da smo že v tekmovalnem ritmu, vprašanje kako in kaj so naše zmožnosti, glede na okvire, katere smo se dali, ampak je dejstvo, da če bi kaj potrebovali 31.8., če bi najdli kakšno zadevo, da se res moramo ukrepiti, bomo naredili to potezo, drugače na silo pa ne bomo počeli ničesar. Sedaj je na vrsti težko gostovanje v Mariboru. Vemo, kaj pomeni Maribor v Sloveniji in tudi v Evropi, ampak gremo tekmo v tekmo in upamo, da bomo tudi tam pozitivni. Navijači Mure bi bili v Ljudskem vrtu bržkone zelo zadovoljni že z morebitno osvojeno točko. Na slovenskih cestah bo ta teden potekala nacionalna preventivna akcija za večjo varnost voznikov tovornih vozil in avtobusov. Namen evropsko usklajene akcije je spodbuditi voznike tovornih vozil in avtobusov k doslednejšemu spoštovanju prometnih predpisov, so poudarili na Agenciji za varnost prometa. Tokratni nadzor bo usmerjen predvsem v preprečevanje in opozarjanje na najpogostejše kršitve, kot so neuporaba varnostnega pasu, prekoračitve hitrosti, neupoštevanje obveznih počitkov in odmorov ter manipulacije in goljufije pri uporabi tahografov. Na Agenciji za varnost prometa tako voznikom tovornih vozil in avtobusov svetujejo, naj se vedno pripnejo z varnostnim pasom. Poskrbijo naj tudi, da bo varno pripet tovor. Opominjajo jih, naj spoštujejo omejitve hitrosti in med vožnjo vzdržujejo varnostno razdaljo. Poleg tega naj upoštevajo zakonske omejitve v času vožnje, odmorih in počitkih. Voznike še opominjajo, naj bodo pozorni na znake zaspanosti, kot so zehanje, pogosto mežikanje, težave z ostrino vida, nenamerno spuščanje glave ter ob pojavu teh znakov varno ustavijo vozilo, si privoščijo krajši spanec od 15 do 20 minut, nato popijejo kavo ter nadaljujejo z vožnjo.
Avstrijska vlada je sprejela spremembo zakona o delovnem času in s tem število dovoljenih delovnih ur na dan zvišala na kar 12. Že napovedi o spremembi najvišjega števila dovoljenih delovnih ur na 12 so v Avstriji sprožile velike proteste, katerih se je po poročanju avstrijskih medijev na začetku meseca udeležilo skoraj 100.000 ljudi. Delovni teden v Avstriji lahko po novi ureditvi vsebuje kar 60 ur. Predlogu o neživljenjskem delovniku v sodobnem svetu je ostro nasprotovala Avstrijska zveza sindikatov, ki je zahtevala tudi referendum, a so njihovi protesti naleteli na gluha ušesa. Skrbi zvišanje delovnih ur povzroča tudi številnim slovenskim delavcem pri severnih sosedih. Delodajalci lahko delovni čas iz sedanjih 8 podaljšajo na kar 12 ur na dan, predtem pa je bila zgornja meja 10 ur na dan oziroma 50 ur na teden. Delavec bo sicer brez posebnega razloga lahko zavrnil delovnik daljši od 10 ur na dan, a delavce to nikakor ne zadovoljuje. Že 10-urni delavnik za marsikoga predstavlja preveliko breme, obenem pa se večina delavcev verjetno ne bi upala zoperstaviti ukazom delodajalca. Napovedano povišanje delovnih ur skrbi tudi številne slovenske delavce, ki si kruh služijo v Avstriji. Številni že tako ali tako ob 8-urnem delovniku mnogo časa porabijo za vožnjo na delo, ob morebitnem 12-urnem delovniku pa bi številni bržko ne sprejeli tudi nižjo plačo in se vrnili v Slovenijo. Želite prispevati k varnosti v svojem okolju? Si želite dinamičnega, zanimivega, nikoli dolgočasnega delovnika? Potem se prijavite in se zaposlite pri policiji. K sodelovanju namreč vabijo večje število kandidatov za policiste, nadzornike državne meje. Samo še do konca julija slovenska policija sprejema vloge za kandidate za policiste, nadzornike državne meje. Zahtevani pogoji so srednja splošna ali strokovna izobrazba, državljanstvo Slovenije in stalno prebivališče v Evropski uniji, veljavno vozniško dovoljenje B kategorije ter ustrezne psihofizične sposobnosti. Kandidati, ki bodo uspešno opravili izbirni postopek, bodo sklenili pogodbo o zaposlitvi predvidoma v prvi polovici januarja 2019. Po uspešno zaključenem usposabljanju se bo delo predvidoma opravljalo na območju policijskih uprav Koper, Novo mesto, Kranj, Maribor in Ljubljana. Izbrani kandidati bodo najprej sklenili pogodbo o zaposlitvi za določen čas, po uspešno zaključenem usposabljanju pa bodo sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, in sicer za opravljanje nalog varovanja šengenske meje in varovanja objektov. Več informacij v razpisu je na voljo na spletni strani policije. V letu 2017 je bil naravni prirast prvič po 11 letih znova negativen. Pozitiven pa je bil selitveni prirast. Na povprečen dan v lanskem letu se je rodilo 55 ljudi, 56 jih je umrlo. V letu 2017 je v Sloveniji prvič po 11 zaporednih letih s pozitivnim naravnim prirastom več prebivalcev umrlo, kot se jih je rodilo. Negativni naravni prirast je bil posledica višje stopnje umrljivosti oseb, zlasti v zimskih mesecih, v poletnih pa je bil pozitiven, kažejo podatki Statističnega urada Republike Slovenije. Naravni prirast prebivalstva je bil tako najvišji v tretjem četrtletju, rodilo se je namreč 957 prebivalcev več, kot jih je umrlo. V prvem četrtletju pa je bil najizraziteje negativen, saj je umrlo 1436 prebivalcev več, kot se jih je rodilo. Največ notranjih selitev, torej sprememb prebivališča v Sloveniji, je bilo v letu 2017 v tretjem četrtletju, 28%. Vseh notranjih selitev je bilo v letu 2017 za 1,7% več kot letu 2016. V lanskem letu je bilo sklenjenih 6481 zakonskih zvez ali za 2,8% manj kot v letu 2016. Največ jih je bilo sklenjenih v septembru in juliju, sledil je junij in maj, najmanj pa v januarju. Razvez zakonskih zvez je bilo v tem letu 2387 ali za 5,7% manj kot v letu poprej. Največ razvez je bilo v prvem četrtletju, še kažejo podatki Sursa. Na spletnem portalu sobotainfo.com poročajo, katera je najbolj iskana beseda tega poletja. Več na sobotainfo.com, mi pa si poglejmo še kratke novice.
Jutri bo sončno popoldne, predvsem v hribovitem svetu niso izključene posamezne plohe ali nevihte. Kakšno vreme nas čaka v naslednjih dneh pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli oblačno in bolj hladno vreme, kot smo ga bili vajeni te dni. Termometri so pokazali 24 stopinj Celzija. Opoldne ste v Krajinskem parku Goričko namerili 20 stopinj, v Radencih 21, v Murski Soboti in Lendavi pa stopinjo več. Jutri bo sončno popoldne, predvsem v hribovitem svetu niso izključene posamezne plohe ali nevihte. Ponekod bo še pihal veter severnih smeri. Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji se bodo v Murski Soboti in Mariboru gibale okrog 19 stopinj, dnevne pa se bodo povzpele do 27. V sredo in četrtek bo po večini sončno, popoldne bodo možne posamezne plohe ali nevihte, ki bodo v četrtek pogostejše. Temperature v naših krajih se bodo dopoldan gibale okrog 17 stopinj, dnevne pa okoli 29. Toliko smo vam pripravili za danes, več vsebin poiščite na naši spletni strani. Se vidimo ponovno spet jutri. Nasvidenje.